dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni znova v oddaji Splet besed. Danes je z nami, mislim, da najmlajša gostja te oddaje do sedaj. Gre za mlado 18-letno pesnico Nino Bohnec. Nina, pozdravljena. Lepo pozdravljene. Kako si preživela poletje? Ja, malo smo zavlekli s tistimi rezultati mature, tako da so se počitnice mogoče začela tam v drugi polovici julija. Bilo je nekaj glasbenih dogodkov, nekaj kampiranja, nekaj časa z družino. Se je pa zelo hitro odvrtelo. Kar težko je verjeti, da smo že proti koncu avgusta. Ja, in zdaj te čaka novo poglavje življenja, čaka te študij. Tako je. Se veseliš? Zelo. Res je neka pomembna prelomnica. Sem kar precej pričakovala ta zaključek srednje šole. Predvsem zato, ker v bistvu se zelo veselim te nove poti. Tudi študijska smer medicina, ki sem jo izbrala, se mi zdi, da bo zelo pestra, dinamična, razgibana, tako da res se veselim. Mislim, da bo res zelo razgibana in pestra. Jaz ti želim vse dobro na tvoji študijski poti. Malo ti pa tudi, moram priznati, zavidam. Mislim, zavidam v dobrem smislu, pač ker vem, da je to obdobje začetka študija eno najlepših in pač obdobje v življenju, ko res nekako največ novega izveš in si nekako v najlepši fazi življenja. Tako da res ti želim, da bi tudi uživala. Hvala lepa. Zdaj, Nina, jaz sem te povabila, ker si dobila letos nagrado Mala Veronika. Zdaj to pomeni, da je bila nagrajena tvoja pesem. Kako je že naslov? Med najinimi dotiki. Tako. Zdaj, če mi malo samo poveš, kako sploh ta natečaj poteka. Letos je Malo Veroniko prevzel drug organizator, Hiša kulture Celje. Vsaka srednja šola v bistvu lahko prijavi eno pesem, enega dijaka. Zdaj, kako srednje šole opravljajo izbor, je čisto odvisno od same organizacije po šolah. Pri nas niti ni bilo izbora, ker letos ni bilo toliko interesa, kar se tiče poezije. V bistvu je prispela samo moja pesem do profesorice Bože Ivanuša Trajbarič in jo je tudi posredovala naprej na natečaj. Med vsemi prispelimi srednješolskimi pesmimi je na to 3-članska žirija izbrala 5 izstopajočih pesmi, med katerimi se je glasovalo za zmagovalca. Kaj ti pa pomeni recimo taka zmaga? Mislim, te je zelo presenetila in kaj ti pomeni recimo kot pesnici, kot mladi osebi, ki se išče v tem svetu? Ja, ko smo spremljali tiste glasove, ker je bilo glasovanje javno, smo bili tudi na tekočem približno, kako stojijo glasovi. Sta bili 2 pesmi moja in pesem dijakinje iz Novega mesta precej blizu, tako da se v bistvu do zadnjega dne ni vedelo, katera bo zmagovalna pesem. Je pa šlo sem res veliko truda z moje strani, pravzaprav strani družine, prijateljev, znancev, tudi strani šole, sosednje šole. Tako da v bistvu je prva velika potrditev, da je pisanje opaženo, da je to, kar pišem, kar počnem dobro in morda lahko vodijo nekaj večjega. Tako da je bilo tudi napeto, ne, vmes ta izbor? Je bilo tudi napeto, ja. Ja, tako da tudi poezija lahko da nek adrenalin športa pravzaprav, ne. Recimo. Ja. No, Nina, jaz bom samo prebrala na kratko tvojo čisto kratko biografijo, toliko, da malo vidimo, s čim se še ukvarjaš oziroma kaj si do sedaj že napisala. Zdaj pri tvojih letih seveda nekega opusa še niti nobeden nima, ampak vseeno si pa že kar nekaj dosegla glede na svojo mladost. Torej Nina Bohnec, 18 let, obiskovala je osnovno šolo Prežihovega Voranca Bistrica in letos zaključila 4. letnik gimnazije Murska Sobota.
Njeno prvo prelomno srečanje z literaturo se je zgodilo v 3. razredu osnovne šole, ko so učenci podaljšanega bivanja pod mentorstvom učiteljice Mateje Zelko napisali skupno pravljico, jo prijavili na tečaj z domišljijo na potep in postali eni izmed 10, ki jim je založba Smart Team iz pravljice natisnila ilustrirano knjigo. V 5. razredu so sošolci znova skupinsko sodelovali na omenjenem natečaju in za nagrado znova osvojili natisk svoje pravljice. V 8. in 9. razredu se je pod mentorstvom Katje Pucko na ta natečaj prijavila samostojno in sodelovanje se je obakrat obrestovalo v novi knjigi, tokrat ne več pravljice, pač pa 2 krajša romana. V srednji šoli je spoznala profesorico Božo Ivanuša Trajbarič, ki je vsa 4 leta spodbujala njeno pisanje in z njo zaokrožila pot srednješolskih literarnih natečajev. S prehodom iz osnovne v srednjo šolo pa se je zgodil tudi prehod od proze k poeziji. Leta 2018 je spoznala in si nekaj časa dopisovala s Ferjem Lainščkom, ki ji je podal prve pomembne nasvete glede pisanja in jo istega leta v okviru festivala Oko besede prijavil na delavnico Mlade oči pisatelja in urednika Aljoše Harlamova, kjer je spoznala pesnika Denisa Škofiča, ki je od takrat njen mentor. Lani so se njene pesmi uvrstile med 5 najboljših na natečajih Župančičeva Frulica in Mala Veronika, letos pa je bila zmagovalka Male Veronike. Nekaj pesmi naj bi izšlo v letošnjem letnem zborniku portala pesem.si, 3 so pa bile objavljene v najnovejši izdaji dijaške revije Podstrešje. Torej, Nina, pač že kar nekaj sodelovanja je bilo na teh natečajih, tudi si pač spoznala nekaj literatov, ki so ti nekako pomagali malo tudi na poti k prvim korakom pravzaprav na literarno sceno. Kako se mlad pesnik pravzaprav, najprej kako se samo definira in kako poteka ta vstop na to sceno? Misliš, da je res preko mentorjev najbrž je tudi nekako najpomembnejša odskočna deska? Nisem prepričana, pravzaprav, kdaj je tista mogoče otroška poezija lahko preide v nekaj več. Nekako med procesom se kar zgodi, naenkrat opažaš, da so pesmi boljše, bolj zrele. Je pa se mi zdi, da skoraj največja prednost pri pisanju imeti dobro mentorstvo, dobro vodstvo, ker te v bistvu vpelje v ta svet, v svet literature. Zelo pomembni so nasveti, kaj brati, kako brati, pa potem tudi kakšen pristop do svojega pisanja ubirati, da uvidiš neke stvari, ki jih sam mogoče na začetku ne jemlješ za samoumevne. Ja, na začetku najbrž pač pišeš. Pa pišeš, ja. Ampak seveda vsi vemo, da umetnost ni samo to, da je umetnost tudi vse kaj drugega, tudi recimo, ne vem, takšni nastopi, kot ga imava danes. Zdaj pa recimo kot pesnica, kdaj se pa človek recimo samo definira kot pesnik? Je to ena točka ali pač, ne vem, pride to tekom recimo ustvarjanja in prvih objav? To je tudi zame še neznanka, ker se mi zdi, da nisem na tisti točki, ko bi lahko trdila, da sem pesnica. Imam nekaj pesmi, ki so morda bile opažene, izpostavljene, ki so dobre. Mogoče, ko izide prva pesniška zbirka, ko izide prva dobra pesniška zbirka, ko dobiš neke konkretne kritike, morda takrat. Ampak sama še nisem na tej točki, da bi lahko trdila, da sem pesnica. Tako da zdaj trenutno pač pišeš, ne? Ja, zdaj trenutno samo pišem. Zdaj v osnovni šoli ste se v bistvu podali na pot z pravljicami. Kako pa to, da si potem začela recimo pisati, najprej si začela pisati prozo? Kako je to bilo? To te je dejansko navdihnilo k temu, da si začela pisati tudi sama doma? V bistvu že odkar se spomnim, so mi doma veliko brali, sem tudi sama veliko brala. Tako da v knjigah sem se nasploh počutila zelo domače.
nekako pač se je zgodilo samo od sebe. V šoli smo v nižjih razredih morda večkrat imeli za kakšno nalogo napisati kakšno pravljico, domišljijske spise. In to mi je ponavadi precej dobro uspelo. Tako da enkrat je pač prišlo do tiste točke, ko sem imela neko idejo, ko sem imela motivacijo napisati nekaj več, nekaj daljšega, nekaj kompleksnejšega, pa se je zgodilo samo od sebe. Ampak pišeš pa verjetno veliko, ali ko imaš čas, kako je to? Ne, pišem zelo malo. Zdaj, zadnje leto, dve, zelo malo. Običajno si zapisujem mogoče kakšna vsakodnevna opažanja. Imam zelo polno beležko nekih razdrobljenih misli, ki jih vsake toliko časa po nekem navdihu, še zdaj mi ni jasno, kakšnem točno, sestavim v celote, dopolnim, pa potem samo izboljšujem. Tako da je potem, ko napišeš, seveda terja potem še kar nekaj dela, da je to pripravljeno potem. Ja, zagotovo. Pesem nikoli ne nastane v prvo. Vedno se da kaj izboljšati. Vedno se da, ja. Zdaj, Nina, predlagam, da nam mogoče prebereš en svoj prozni odlomek oziroma prozno, kaj je to pravzaprav kratka zgodba, ali iz tega bo nastalo potem kaj več? Ne, šlo je za nek kratki prozni tekst za natečaj, ki sem ga napisala lani. Nima pravzaprav neke osrednje zgodbe, gre zgolj za neke občutke. Potem pa te vabim, da z nami podeliš svojo zgodbo. Hvala. Dolgo je stopala po zapadlem večeru. Bila je sama kot še nikoli, napolnjena s tišino sveta in hrupom življenja. Medtem, ko je okrog nje minevalo neskončno mestno ogrinjalo, se je vrtela po nočnem mehurčku in se uvijala vedno globje v sanje. Ni se ozirala na staro asfaltno ogrodje, kjer se je plazilo razvejano omrežje razdrtin. Niti vonj po prahu in grafitnem spreju, ki je obsedel med strohnelimi stolpnicami, je ni zmotil. Zaradi njega se je počutila veliko bolj pristno, kot so narekovala pravila 6. dimenzije. Ugajal ji je. Pustila je, da je veter prepletel lase in se, ko je oplazil še njen vrat, zdrznila od dotika. Roke je že lep čas stiskala v naročje in v prstih jo je začelo zbadati. Pospravila jih je v žepe in pospešila korak. Na prag zavesti je zamaknjeno lovila umirajoče trenutke, sprehajala svoje misli in jih križala na najbolj nenavadnih mestih. Z malo poteznimi zdrsi so barvale svet, dokler jim ni uspelo zgraditi abstraktne palete zaznav. Svet je prebirala kakor slike, večplastno, asimetrično in običajno brez naslova. Barve so bile njen dom. Skoznjo so drsele kakor zvezdna silhueta in obstale v središču njene biti. Tako si je včasih želela, da bi bilo življenje zgolj sanje znotraj sanj, kjer je dovoljeno biti, kdor si, brez določila. Površnost površinskosti in pojasnilju je begala. Nikoli se ni naučila zaupati koncentričnosti resnice in nikoli ni razumela potrebe po dokončnosti in definicijah. Razmišljala je o tem, medtem ko je stopala mimo praznih izložb in naposled zavila v tiho stransko ulico. Med hojo je njen pogled obstal na odvrženem časopisu. Nekam čudno je padel med vzorec granitnih kock. Spraševala se je, kakšen datum bi našla na naslovni strani, če bi se ustavila in ga pobrala. Postajala je utopela, zato je umaknila pogled in odšla naprej, ne da bi se ozrla. Utresla se je zamaknjenosti in se osredotočila le na svoje misli in korake. Konec poti je začutila, še preden ga je videla. Noč se je nenadoma zazdela porozna in nebo se je začelo raztapljati pred njenimi očmi. Valovilo in penilo se je kot ocean, ko razkraja spomine in jih zavedno nosi v globine pozabe. Dobilo je čudne robove, ki so pronicali vanjo v tenkih indigo rdeče. Napolnili so jo, raztrgali tam, kjer so bile prej napačno zarisane meje, in zlepili, kjer so samevale krvaveče črepinje. Pomislila je,
kako bi bilo, če bi čas bledel in jo vzel s sabo. A njeni koraki so še naprej ponikali v smer navidezno oprijemljivih konstrukcij. Ustavila se je pred prozornimi vrati, obšla nevidne vratarje, so prepadeno usločila dlan in obrnila zapestje. Kljuka se je spustila. Prebujala se je počasi. Z gotovostjo klavirske serenade se je izjalovila odtenkom sna. V njenem pogledu so se postopoma spajale znane podobe realnosti, ki jih je za vsak vdih zasidrala z novo plastjo nostalgije. Kljub temu ji je prostor nenehno uhajal. Jutro se je med zidovi uvihalo neslišno in iznenada. Krpice novo odpadlega ometa so se zgrinjale po robovih njene sobe in bele praske so se ognezdile v barvi. Zdravila jih je z dotiki in razpokam skrbno utirala obliže. Le še nekaj jih je ostalo. Kmalu bo morala prepleskati stene. Nina, hvala za tvoj prispevek. Moram reči, da tudi zelo dobro bereš, zelo suvereno, tako da imaš mogoče že kakšne izkušnje tudi s kakšnim nastopanjem? Z branjem niti ne. Je pa bilo že v osnovni šoli, pa potem v srednji šoli nekaj takih nastopov, ko smo se mogli kakšne recitacije naučiti na pamet. Tako da nekaj kilometrina v bistvu že je za mano. Koliko se ti zdi pomembno, da recimo tudi pesnik zna tudi javno recimo predstaviti svoje pesmi oziroma svoje delo? Ko pride do tiste točke, ko res želi nekaj doseči in to dokazati v svetu literature, je najbrž kar pomembno, da se potrudi tudi pri interpretaciji pesmi, ker vseeno pesem mora seči tudi do publike, se nekako usesti v zavesti, v mislih. Mogoče pa vseeno ni tista ključna stvar, ker besede po svoje tudi govorijo same zase. Ja, in je tudi drug občutek, če bereš recimo zase ali pa publiki, najbrž. Je precej drugače. Ja. Mogoče je prednost, če zase bereš tako, da se pretvarjaš, da imaš publiko. Kako je pa svoja dela recimo podeliti z ljudmi, ki te ne poznajo? Meni je bilo dolgo zelo težko, tudi precej nerada sem prebirala svoje pesmi, ko sem prišla do tiste točke, ko so mi v bistvu omogočili to, da se javno predstavijo. Sem vedno prosila nekoga drugega, da jih prebere, interpretira. Mogoče zato, ker se mi je zdelo malo preveč osebno. Je bilo enostavne poslušati, kako nekdo drug prebere pesmi. Pa tudi mogoče je zanimivo slišati, kako pesem zveni pri nekom drugem, ko jo interpretira. Ker v bistvu na nek način vidiš, kako si jo nekdo drug razlaga, kakšno čustva sam prepozna v njej. Ja, mislim, da si tukaj res izpostavila več vidikov te interpretacije in vsaka pač ima svoje pač dobre in slabe strani, ampak ja, mislim, da si odlično danes podelila z nami zgodbo. Zdaj moram Nina reči, da imaš za svojo mladost prav nenavadno pester in unikaten jezik. Tudi v tej zgodbi je očitno pač, da ne gre zgolj za neko zgodbo, ki bi bila samo tako napisana, ampak gre pač dokaj za domišljeno zgodbo tudi z jezikovnega vidika. Ne vem, kako ti recimo uriš svoj jezik, ne vem, razmisliš trikrat, kako nekaj povedati, mogoče, da bo zvenelo nekoliko drugače. Kak je tvoj ta postopek proznega pisanja? Proza mi gre zelo, zelo počasi, zato se je mogoče v srednji šoli tudi, sem se v srednji šoli tudi izogibala, ker ne vem, mogoče traja 2-3 ure, da spravim skupaj 2-3 odlomke, takšne kratke odlomke, nekaj vrstic. Nekako se mi zdi pomembno, ko pišem, pa potem tudi berem in v mislih poslušam, kako zveni napisano, da se nekako poveže, da je dovolj dinamično, tudi melodično, da besede nekako lepo zazvenijo
Nimam pa nekega recepta, ki bi se ga držala pri pisanju. Saj ja, če bi imeli recept, potem bi vsi dobro pisali. Ampak ja, se vsak avtor ima pač nek svoj pristop. Ampak si rekla, ja, da ti je pomembno, recimo, da nekaj lepo zveni. Tako da je, se pravi, ta estetika jezika je isto pomembna, recimo, kot sama zgodba. Ja, mogoče včasih celo pozabim na to, da zgodba mora biti, pa se mi estetika jezika malo preveč vrine v ospredje pri pisanju. No, ampak zgodba, se pravi, zgodba je tako ali tako ogrodje, se pravi, v osnovi so itak vse zgodbe, mnogo zgodb je podobnih, ne? Ampak iz ene zgodbe pa lahko narediš milijone različnih zgodb. Tako da težko je biti zelo unikaten pri zgodbi, ne? Lažje je biti unikaten pri jeziku. Ja, veliko zgodb je že bilo napisanih. Ja, ja, o tem tudi obstaja mnogo zgodb. Zdaj, Nina, pri tej zgodbi, ki si jo brala, gre pravzaprav za sanje, kolikor sem uspela pač izluščiti ta realni okvir ozadja. Zakaj nas sanje tako, ne vem, zakaj so nam tako privlačne, da jih tako radi recimo uporabljamo kot avtorsko, pač kot nek motiv za zgodbe? Meni so recimo privlačne zato, pa tudi kot motiv pri pisanju, ker vedno znova omogočajo dekonstrukcijo in spet rekonstrukcijo nekega sveta, ker puščajo svobodo, da res storiš karkoli z jezikom, zgodbo, z besedami. Predvsem zato. Ja, ker so res ena taka stvar, ki je pravzaprav neizčrpna in kjer pač ne potrebuješ kaj dosti zakonov sveta, ne? Lahko si narediš svoje zakone potem. Tako da... Preprost način za izogibanje pravilom. Ja, res je, ja. No, katere teme pa mogoče te še zanimajo v prozi? Ali si mogoče se zdaj že malo od proze oddaljila, kot si prej rekla? Ja, nekako ni več proza tisti osrednji del mojega branja, mojega vsakdana. Sem pa v osnovni šoli največ prebrala znanstvene fantastike. Mogoče pač neko obdobje, ki ga vsi tisti, ki radi beremo, moramo dati skozi. Tudi nekatere moje prijateljice, prijatelji, ki so brali, so imeli tako obdobje, ko so prebrali veliko znanstvene fantastike. Mogoče znanstvena fantastika tudi zelo dobra, kar se tiče dograjevanja zgodbe, ker ko si izmišljaš, ko gradiš nek čisto nov svet, moraš res paziti na podrobnosti, da se vse poveže, da se vse ujema, da se izgradi potem tista velika celota, ki je smiselna, ki je nekako popolna. Trenutno pa ne berem kaj dosti proze. Tisto, kar smo imeli v šoli kot obvezno branje, je nekako šlo v repertoar, drugače pa ne. Pa te kdaj mika, recimo, da bi sama napisala kakšno znanstveno fantastično zgodbo? Mogoče, ampak ne bi točno vedela, kje začeti, ker sem preveč neodločna. Recimo imam neko idejo, pa začnem pisati, pa vidim, da je tu toliko nekih lukenj, ki bi jih mogla zapolniti, in dokler v bistvu najdem način, kako jih zapolniti, mine toliko časa, da več nisem tista oseba, ki je začela pisati to zgodbo. In zato tudi ne morem dokončati. Ja, vse to mogoče je to malo prekletstvo mladosti. Ne vem, mislim, sama se tudi spominjam, da pač pri mladih pesmih je tudi zelo hitro prišlo tisto obdobje, ko sem prerasla pač določene teme. Tako da, ampak ko si starejši, najbrž, ne vem, grejo te stvari počasneje, tako da imaš vmes čas kaj napisati, še potem tudi, ne. Mogoče. Zdaj, Nina, ne vem, rekli sva, da ne bova se posebej zaustavljali pač pri tvojih 2 romanih, ki si ju napisala tudi za ta natečaj.
Ampak vseeno, sem pač radovedna, ker napisati roman je vedno en izziv. In tudi pač je ne vem, en velik dosežek, da sploh končaš eno tako stvar, kot je roman. Zdaj ne bom te spraševala podrobnosti, pa o čem se je šlo, ampak kako je bilo pravzaprav napisati roman? Mislim, mogoče, ko si mlajši, enostavneje, kot pa, ko si starejši? Ja, mogoče, ko si mlajši, ne premišljuješ toliko o nekih finesah, ne premišljuješ, kako se bo na zgodbo odzival nekdo, ki jo bo bral, ampak kaj v prvi vrsti pomeni tebi in kako jo ti vidiš, kako jo ti želiš predstaviti. Iskreno je to že toliko časa nazaj, da se niti ne bi spomnila kakšnih podrobnosti glede vsebine. Nekako zdaj sem bolj v poeziji, tisto sem nekako dala na stran. Oba romana sta mladinska romana. Prvi obuja neke slike iz realnega življenja, drugi pa v bistvu že meji na neko znanstveno fantastiko, se že pojavlja nekaj takega. Imata pa oba odprta konca. Gre za precej kratki zgodbi z odprtima koncema, ker se mi je pri knjigah vedno zdelo privlačno, ko se zaključijo s takim koncem, da si lahko potem v bistvu tudi samo stvariš še neko zgodbo v nadaljevanju. Taki romani so se mi nasploh vedno zdeli bolj zanimivi. Ja, pa mislim, da tudi kot avtorica si mogoče pustila odprta vrata za naprej, ker se nikoli ne ve, ne? Ja, najbrž ne bo vrnitve tja, ampak mogoče pa. Ja, sigurno na eni drugi ravni, ne? Pa Ja. z enimi drugimi idejami, ampak pač, ne vem, nekaj, kar zastavimo v mladosti, nas zelo dolgo potem še spremlja, ne? Sicer res zrelejše perspektive, ampak v bistvu teme se nam pač ponavljajo skozi čas, tako da sem radovedna, no, mogoče se pa tukaj vidiva čez 10 let z romanom. Mogoče. Nikoli se ne ve, ne. Zdaj smo govorili o prozi, ampak sva seveda poudarili, da je pri tebi prišlo potem do preobrata v poezijo. Zdaj pri poeziji je še toliko bolj pomembno pač ta neka lepozvočnost oziroma ta ena estetska dimenzija jezika in seveda tudi, kako bi rekla, gre definitivno za krajšo formo, tako da je v bistvu dosti bolj ulovljiva. Kako to, da potem si spovzela v poezijo? Poezija je bila časovno manj obsežna, manj zahtevna. Tudi začela sem z rimami, tako da te metrično urejene forme so me vedno privlačile, so se mi zdele zanimive. Tako da v srednji šoli sem potem nekako res ugotovila, kako napisati rimo, ki ne zveni prisiljeno, mi je pa manjkala neka izvirna metaforika, ki bi jo vpeljala v te pesmi. Tako da, ko sem začela s prostim verzom, je bilo mogoče lažje razviti neke ne tako tipične misli, tudi malo nadgraditi pesmi, ampak predvsem neka ta lepota, melodičnost, rimane poezije me je na začetku pritegnila. No, zdaj, ko si rekla, da je pač nekako tudi poezija vplivala na tvoje misli, se ti zdi, da preko poezije v bistvu dejansko tudi spreminjaš način, kako razmišljaš o svetu? Mogoče so pesmi bolj odraz tega, kako se spreminjajo moje misli o svetu. Sama poezija jih ne spreminja, spreminjajo se same od sebe in potem spreminjajo mojo poezijo. Gre v bistvu za neke malenkosti, ker se mi zdi, da ni zdaj nekih tistih bistvenih sprememb, bistvenih preobratov v nekih motivih, temah, ki bi se pojavljale. Gre pa za neko sprotno rast, razvoj, različna opažanja v sveta, v bistvu. Ampak dejansko, kot si rekla pač, da se spreminja tvoja poezija, kako potem vidiš to zorenje, recimo, jezika v svoji lastni poeziji? Sama mogoče težko opažam nek konkreten napredek,
Ampak zdaj, ko sem starejša, mogoče 3-4 leta že pišem poezijo, vseeno imam občutek, da nekako vem presoditi, kdaj mi je neka pesem malo bolj všeč od ostalih, kdaj ima mogoče malo več potencijala, da je bolj dovršena, dodelana, zaokrožena. Mogoče predvsem tu opažam tisto neko rast, tisti razvoj v razčiščenosti poezije. Kaj pa recimo teoretično znanje? Tisto, recimo, ne vem, kako bi rekla, pravila, zakaj nekaj funkcionira? Kako si se pa mogoče tega priučila? Zdaj, kar se tiče mogoče rimanih pesmi, ker je enostavneje govoriti na teh primerih, tiste neke metrične oblike, sheme, sem nekako v bistvu delala po posluhu, ko sem nekaj brala, pa poslušala, kako to zveni, se je nekako vse poklopilo, tako da sem pač v bistvu brez nekega teoretičnega znanja presojala, kdaj se nekaj ujema, kdaj nekaj zveni v redu in kdaj ne. In šele potem, ko sem začela malo bolj podrobneje iti v to teoretično plat poezije, ko sem se začela ukvarjati s štetjem zlogov, mogoče kakimi asonancami, sem pač opazila, da mogoče nekako podzavestno sem to že ponotranjila. Tudi sem prebrala knjigo Borisa Anovaka Oblike sveta, kjer predstavlja vse različne oblike pesmi, kar je res ponudilo neke nove možnosti za pisanje. V bistvu pa še zdaj, ko pišem, se oddaljim od pravil in pišem samo tisto, kar mi zveni lepo, kar mi zveni v redu. Tako da se v bistvu potem učiš sama od sebe nekako, ne? Nekako tako. Ja. Ja. Zdaj, Nina, da ne bova samo teoretično obdelovali tvojih pesmi, pa te zdaj vabim, da jih podeliš tudi z nami in bova potem še kakšno rekli v njih. Tukaj jih imam zdaj kar precej. Moram izbrati nekaj. Saj mislim, da tisti izbor, ki si meni poslala, je čisto v redu. Aha, ok. Mislim, tudi namen te oddaje je ne toliko samo teoretska obdelava, ampak da pač čim več avtorskega tudi slišimo, pa mogoče tudi priložnost zate, da tudi drugi pridemo malo globje v tvojo poezijo. Tako da mene ne bo motilo tudi, če malo dlje bereš. Kako po tvojem občutku? Ko se ti bo zdelo, da je dovolj, pač zaključiš? Večina pesmi drugače nima naslovov, tako da bom samo brala skozi pa naredila kakšne pauze med različnimi. Čas je neskončnost premikov in spomini zgolj prostori, kamor jih polagoma ukrivljaš. Opeko za opeko pretehtaš med prsti včerajšnje bolečine in se staviš v končine nepretrgane večplastnosti, kjer razstavljaš še peč kripajočih podob in dokončnost zarjavelih misli. Ko si skoraj že v domačen trenutkih, se koraki zgostijo in začnejo izpadati. Prepoznaš srbečico preperevanja členkov in zlomljeno tišino razpokanja kosti. Nemega odmeva zaman kričiš za drobci padajočih prstov. Izgubljaš prostore, opeko za opeko. Drobijo se, odpadajo in polzijo skozi večplastnost skeleta. Odidejo, še preden jih lahko zares ujameš. No, tale pesem, ki jo bom prebrala naslednjo, je bila lani tudi na izboru za malo Veroniko. Čepela si na ponjavi jutranje esence in zobala zlatolubje preparelega sonca. Tam si nekega dne nemo priznala, da bi rada preopila bolečino olesenelega časa. Razparala si svojo kožo in jo šila med podtaknjence vetrovega izdiha. Iz globine pljuč si izdobla svoj glas in ga razlila po skori zračnih mešičkov. Postala si struna, razpeta čez golo vejevje spominov, ki zakrvavi vsakič, kadar se na njej razbije atom osivele samote.
Naslednja pesem pa je Med najnimi dotiki, ki je bila že omenjena, pa je letošnja zmagovalka Male Veronike. Med najnimi dotiki so zrasli prostori. Začeli so se umikati in zapuščati gibe. Dolgo sva jih skušala ujeti v kožo, a ušli so in se razbežali po telesih. Koža je postala surovina za razpoke. Izgubljala sva se v njih in previdno popravljala stene. Nisva se želela prezidati, zgolj spotaknila sva se in zbodla na konicah prstov. Živel bom v uri brez številk in brez kazalcev, ljubil želje in resnico prepovedano poznati, kjer prebivajo večeri, ki minevajo na vzhodu, pada smeh, ki gre čez kožo in bogovi dihajo za sanje. Zlomljen čas in most korakov. Zdaj sem tat in bom upornik. Alkimist bom in lovil nikoli najdeno vprašanje, ga obrusil in oblekel in naučil govoriti. Le predpisani dotiki bodo znali čez robove. Svet bo dom, ki ga prerasteš, in neskončnost bo dejanje. Ogenj trga zle sekunde, saje, kar je od krvi. Le še fronte hrepenenja mrtvim grejejo kosti. Na otoku brodolomcev, vajenci usodnih ved, so odvisniki ekstaza prepovedanih besed. Nad obalo evforije smrt se zgošča kot tandem in čaščen malik Agape služi sebi, ne ljudem. No, ta pa ima naslov za spremembo. Fragmenti. Včasih obstaneš med zastrtimi ulicami in opazuješ konstelacije grafitov. Nekaj iščeš in izgubljaš in prevzemaš religijo ateizma, ker greh deluje paradoksalno in je prepovedano iskati vprašanja. Takrat te gravitacija vleče k večeru in pozabiš, da so jutra tista, ki se sesujejo v očeh in bolijo ob odhodu. Kadar misli postanejo delni koreni in je sanje prijetno izrabiti kot parameter samote, besedam dovoliš prezimiti v predpisih za pozabljena imena in zavračaš njihovo veljavnost. Ko se svet izjalovi pravilom in enačbe nimajo realnih rešitev, nisi sam kriv, da tvoje srce stagnira in je vprašanje dokaza neveljavno. In morda te prestraši misel, da je celotna operacija že od začetka anomalija, ki jo v kompleksni množici ni mogoče razumeti. Morda zato pozabiš, da je smrt le del limita, kjer je z nerešljivo funkcijo spominov biti anarhist neskončno nemogoče. Prišel si kot včasih kresnice, ki noč jih odnaša tja vdalje. Obstal si nekje med tišino, iskal in izgubljal razdalje. Še kdaj se zagozdiš v odsevih, kot mol se zagubiš v naglasu. Še kdaj se utrneš čez sanje, ki spijo razsute po času. Pa vendar si v sebi le tujec, bežiš in loviš se v imenu. Kakšen minevaš v nokturno? Kdo si, ko manjkaš refrenu? Odšel si, kot grejo poletja, s prisego, da nočeš oditi. Zdaj si že davno jesen in boliš, ko se nočeš vrniti. Na mestu, kjer so bili nekoč odtenki tvojega otroštva, zdaj cvetijo lilije in krizanteme. Nad zelenim horizontom se je zagozdil oranžen balon, kakor da bi želel odgrizniti še tisto zadnjo silhueto pomarančnega cvetja, ki je spolzela z luninega krajca.
Po zraku se lepijo neizrečene besede. Pesem lanskih čričkov se je uspela po vetru. Gosenice so odvrgle kokone iz časa. Hrošči izpili zemeljski nektar. Gnezda štorkelj so zasedle srake. Žabe so med vrvežem pozabile prečkati cesto. Še zori mesto, kjer si se nekoč igral z mravljami. Hlastav za njimi in raztopil njihov dom. Jih stlačil v žepe in jih prosil, da ti na samotne večere delajo družbo. Bogovi so se takrat potuhnili med ciprese. Pustil si jim in zdaj razumeš, da bo zadnja vrstica tvojega notnega črtavja ostala kriva in nedokončana. Obračaš se po zemlji in dihaš njeno gostoto. Praskaš po pepelu in kričiš, tiho in pridušeno, ker se bojiš, da bi frekvenca razlila tvoje želje, ker te je strah, da bi se bogovi vrnili med oblake in bi bil primoran odgovarjati za svoje grehe. Kričiš, ker je krajec preluknjal balon, ker so tvoji žepi zadušili mravlje in ni nikogar več, da bi namesto tebe dokončal pogrebno serenado. Čakaš, da srake izpijajo cvetje, črički preglasijo zven kosti, hrošči izbljuvajo nektar, metulji odnesejo čas. Sediš na oglišču ceste, gavtaš spomine, požiraš samoto in med prsti preštevaš mrtve mravlje. Iz pepela izraščajo lilije in krizanteme. Kujejo se v tebi in te razjedajo. Prerasle so te. Žabam je uspelo prečkati cesto. Nina, hvala. Zdaj, ta sklop, ki si ga brala in ki si mi ga tudi poslala, tukaj mi je definitivno najbolj všeč ta zadnja pesem, ki govori v bistvu nekako o odcepljanju od otroštva, ampak v njej si dejansko res zajela eno zelo globoko in zelo široko temo, in ne vem, ko sem jo pač prebrala, nekako nisem mogla verjeti, da je to lahko napisala 18-letnica. Zdaj pri tej dotični pesmi, koliko je bilo dela s tem, da si naredila eno tako res zaokroženo strukturo, ki pač prav res globoko zadene. Če primerjam to pesem s kakšno, ki sem jo napisala letos, je mogoče nastala nekoliko hitreje, ampak je bila tudi napisana po nekem precej dolgem zatišju, tako da so se ideje kar nekaj časa nabirale, tudi zelo veliko različnih motivov se v bistvu pojavi v tej pesmi, da se prepletata rastlinski in živalski svet. Tako da sem imela v tistem času, ko sem je začela pisati, kar nekaj zbranih misli, kar nekaj teh nedokončanih stavkov, ki jih zbiram v svojih beležkah, in nekako so besede naenkrat zazvenele v redu, ko sem jih postavila skupaj. Tako da mogoče ni bilo tako veliko časa potrebnega, da je pesem dobila neko prvo osnovno obliko, sem jo pa potem nekaj časa pilila, ker so bile neke malenkosti, s katerimi nisem bila zadovoljna. Tudi Denis je pri tem zelo pomagal, ker je pač osvetlil ene stvari, ki jih sama recimo ne bi opazila, tudi dal kakšne predloge, na katerih mestih in kako kaj izboljšati, kar je v bistvu zelo pripomoglo k samemu procesu in tudi hitrosti tega procesa nastajanja pesmi. Ne vem, ampak pri 18-letnici vseeno nekako pričakujemo, ne vem, mogoče je to predsodek, ampak ne vem, da bodo pesmi vsaj malo naivne, ne vem, vsaj malo tisto ljubezensko, sentimentalne, ampak pri tebi res tega, mislim, zelo uspešno si se temu izognila. Ne vem, odkot ta neka zrelost misli, ne vem, že nasplošno, mogoče si tak študijski tip, ker tudi recimo imaš ene zelo zanimive teme, ki jih, ne vem, v mladi poeziji ni zaslediti, ne, pa tudi motive. Neko podobno vprašanje sem v bistvu dobila letos, ko sem se z prijateljem pogovarjala
glede svoje pesmi, ki je pač, bila prva na Mali Veroniki. Pa že takrat v bistvu nisem vedela, kako točno odgovoriti glede te zrelosti. Ja, to je težko vprašanje, v ker- bistvu pravzaprav se ne moreš samega sebe do te mere reflektirati, ne. No, ampak vseeno, recimo, meni se zdi, da si razgledana na več različnih področjih, da ni samo recimo literatura tisto, kjer jemlješ mogoče navdih. Če mi kaj manjka, kar se tiče tematike neke pesmi, ponavadi grem nekoliko raziskati, mogoče tudi samo simboliko, recimo Cvetja, kot je bilo, ki je bilo vključeno v to zadnjo pesem. Tako da v bistvu simbolizem, preden ga že peljem v neko pesem, ki želim, da bi izpadla močna, vedno nekako tudi preverim. Se pa potem trudim, da bi ga peljala tako, kot še ni bilo postavljeno prej. No, da bi vseeno šlo za neka izvirna zaporedja besed in nizanja stavkov. Zdaj, recimo ta pesem, ki je zmagala na Veroniki, pač gre za ljubezensko pesem, ampak vseeno, ja, kot praviš, je unikatna, se pravi jezikovno je narejena tako, kot pač ni nekako stereotipna, je zelo izvirna. Zakaj misliš, da je v njej, da si prepričala žirijo, oziroma da je pesem prepričala žirijo? Zdaj na prvi pogled je mogoče pesem res taka ljubezenska, ampak nisem je v bistvu pisala s takimi mislimi. Se mi zdi, da mogoče gre zgolj za neko dvojino v odnosu, ki ni nujno ljubezenska, ampak je en proces, kako v bistvu ta dvojina lahko razpade, kako pride do neke razdvojitve. Torej ne nujno v nekem ljubezenskem odnosu, ampak kakšnem koli odnosu med dvema osebama. Zdaj žirija je podala nek komentar, tako da približno vem, zakaj jih je pesem nagovorila. Tudi v bistvu komentar govori nekaj v tem smislu, da mogoče ta ljubezenska tematika ni nekako klišejsko izpostavljena, predstavljena na nek drugačen način. Kako pa nagovarja vsakega posameznika, kaj je bilo res tisto odločilno, da je pesem nagovorila nekoga, pa ne morem sama povedati. Mogoče zame, kar se meni dozdeva, je to, da pri pesmi nekaj začutiš. Da je to pravzaprav bistvo dobre pesmi. Ne, da jo razumeš, ampak da jo začutiš. Ja, pa morda res si izpostavila, da pač ne gre zgolj za eno, mislim, da za pač ljubimca, dva ljubimca, ampak pač gre tudi za en višji nivo, ki raziskuje pač sam odnos, recimo dvojine, ne glede na to, kdo v njem nastopa, tudi če ima nekje zadaj ta ljubezenski podton. Tako da mislim, da tudi sama bi se strinjala s tem, tudi z žirijo sem prebrala tudi pač to utemeljitev. Kak je pa recimo koliko recimo te utemeljitve pa mogoče tudi vložek mentorjev, njihov teoretski vložek, se pravi kritika, ne? Ali je to mogoče tudi velik delež učenja za mladega avtorja? Zagotovo je, ja. Zdaj same kritike mogoče na takih literarnih natečajih, kot so Mala Veronika, Župančičeva Frulica, se mi zdi mogoče precej skope. Res je, da izpostavijo neke mogoče malo boljše izstopajoče stvari, ki je pač dobro, da veš, da so opažene, da postavijo neke smernice, kaj delaš v redu. Je pa tisto redno, konstantno mentorstvo tisto, kar pravzaprav odigra najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju nekega mladega pesnika, pesnice. Kaj pa recimo bralec? Kdo je tvoj prvi bralec? Ja, moj prvi bralec je Denis. Potem v srednji šoli je bila moja profesorica, pa
pa potem tudi tak krog prijateljev, ki so vedno po izbiri ali ne po izbiri prebrali moje pesmi. Tako da v bistvu je pesem tista, ki hoče nagovoriti recimo bralca in ki recimo tudi se hoče transformirati, tako da ga bo pač nagovorila na en pravi način. Ja, najbrž res obstajata v bistvu tudi dve vrsti pesnikov, taki, ki pišejo zase in taki, ki pišejo v prvi vrsti zase, ampak tudi za publiko. In če želiš, da ti v tem svetu uspe, mislim, da moraš nekako znati najti ravnotežje med svojim izrazom in tem, kar tvoj izraz prinese in pomeni publiki. Tako da pesmi, ki so že same po sebi nekako dodelane, ki so všeč avtorju, pa potem željeni odziv dobijo tudi od publike, so najbrž res tiste, ki jih lahko štejemo med zares dobre. Ja, mislim, da bi se tukaj res strinjala s tabo. Zdaj, sprašujem se pa, kaj po tvojem mnenju so kakšne osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti pesnik, če hoče biti dober? Ne vem, mogoče perfekcionizem, vztrajnost, ne vem, tudi na nek način ena samokritičnost oziroma ena želja, tudi malo ambicioznost mogoče. Zdaj, perfekcionizem se mogoče zna nekoliko maščevati, ker v bistvu nikoli nisi popolnoma zadovoljen s tem, kar napišeš, ker zelo težko je napisati tako pesem, ki bi bila res popolnoma izčiščena, ki bi bila sama po sebi popolna. Mogoče nekaj radovednosti, predvsem odprtosti do samega zaznavanja sveta. Pa tudi sprejemanje kritike v bistvu. Samokritičnost v prvi vrsti, ja. Pa tudi to, da tista oseba, ki piše, zna prenesti kritiko in se iz kritike v bistvu uči, ne pa jo jemlje kot slabo. Ja. En lep zbir lastnosti je to, ne, za enega človeka, ampak zagotovo vsi vemo pač, da poezija ni zgolj ne vem, poigravanje s čustvi in njihovo izlivanje na papir, ampak tudi veliko več. Mislim, da se ti tega tudi zelo dobro zavedaš. Zdaj malo sem te to tudi vprašala zato, ker si pač res tudi po mojem mnenju za svoje leta odlična pesnica, ampak si se zdaj vpisala pa na študij medicine. Kar nekako na prvi pogled pač bi pričakovali mogoče, da te zanima literatura, ampak po drugi strani pa gre tudi za eno iskanje enih drugih, ne vem, enih drugih vsebin mogoče. Zdaj recimo tudi Alojz Ihan je, kaj je imunolog, ampak je tudi odličen pesnik, tako da ni nujno, da se to izključuje. Ne vem, kako misliš, da ti bo uspelo mogoče tudi združevati zdaj ti dve strasti ali pa ali misliš, da bo tvoj študij medicine tudi nekako vplival na tvojo literaturo? Ja, najbrž boja. Po moje se naravoslovje v poeziji v bistvu zelo dobro obnese. Tudi recimo nekaj teh pesmi, ki smo jih slišali, je bilo, ena je bila izrazito matematična. Ja, to sem tudi nameravala nekako izpostaviti, Ja. ampak dobro, da si že, ja. Tako da tudi medicina, ki se dotika zdaj meni poznanih predmetov iz srednje šole, recimo kemije, biologije, fizike, zna biti motivno zelo zanimiva v poeziji. Se mi zdi, da bo res nek nov spekter znanja odprl tudi nove priložnosti za odkrivanje nekih novih svetov v poeziji. Ja, pa vsekakor je to študij, prek katerega tudi osebnostno rasteš, pa pač tudi gre za eno vejo, kjer si res v stiku tudi z sodobno znanostjo, kar danes pravzaprav je skoraj da nujno, no? Ker živimo res v eni taki
znanstveni dobi, kjer nam pa poezija pride še kako prav, da ne zapademo res tisti eni ne vem, liniji, črti čiste znanstvenosti. Tako da, no, jaz sem prepričana, da boš uspela uspešno združiti oba svetova. Zdaj, Nina, nisva se še dotaknili tvoje, ne vem, imaš kakšno ambicijo recimo po pesniški zbirki, kako je s tvojo poezijo? Imaš mogoče že kaj izgrajeno v kakšen malo obsežnejši opus ali pač trenutno ostaja vse skupaj bolj še na ravni, ne vem, rasti pesniške, odkrivanja jezika in mogoče puščaš zdaj ta korak, podvig za kasnejši čas? Zagotovo še ne razmišljam, da bi izdala kakšno pesniško zbirko v bližnji prihodnosti. Se mi zdi, da niti nimam toliko tematsko dovolj povezanih in razčiščenih pesmi, ki bi jih želela strniti v neko pesniško zbirko. Ampak ko bom na točki, ko bom imela nek nabor pesmi, ki bodo nekako lahko tvorile neko vsebinsko celoto, ki bi se znale povezati v neko pesniško zbirko, zagotovo bi bilo lepo tudi to obkljukati na tem seznamu v bistvu ciljev, ki jih imam. No, jaz se veselim tega, se pa tudi veselim, mislim, pri mladih je tako, da recimo nek pesnik lahko na eni točki izjemno izstopa, ampak vedno pa se veselim recimo trenutka, ko ta avtor naredi že nek opus, se pravi, da prehodi neko pot in pač postane na neki način umetnik, ki ga lahko pač bereš kot neko, ne vem, nek proces. Tako da, ne vem, se vidiš čez 20 let še tudi kot pesnico? Mogoče. Odvisno, kako bodo razporejene moje misli takrat. Ker mogoče bom v poeziji, mogoče mi bo takrat bolj ležala proza, mogoče ne bom pisala, bom bolj brala ali pa šla v kakšno drugo smer umetnosti. Ampak trenutno, glede na to, kakšen je trenutno moj odnos do poezije, si zagotovo ne predstavljam, da me 20 let od današnjega dne ne bi spremljala. Ja, no, zdaj glede na to, da res imaš že en izgrajen jezik, sem prepričana, da ta jezik ne bo kar tako spustil, da se izrazi. Tako da, zdaj bi te mogoče še vprašala, glede na to, da sva generacijsko pač kar daleč, oziroma vsaj meni je zelo hitro minil čas, ko nisem več bila mlada pesnica, ne? Kako je pri tvoji generaciji, kako je recimo odnos do poezije, do pisanja, do umetnosti? Ne vem, se ti zdi, da so mladi tvojih let recimo odprti do umetnosti, jo imajo radi, ali ne vem, ker pač mi imamo en predsodek, vedno pač, kot imaš vedno predsodek do mladih, da pač je vse slabše, ne. Ampak pač zanima me ena tvoja perspektiva z ene prve roke, ne. Mogoče se mi zdi, da je kar nekaj takih posameznikov, ki se v bistvu ljubiteljsko ukvarjajo s pisanjem, s poezijo, da smo nekako ponotranjali to, da v bistvu svoje čustva ne držimo v sebi, ampak jih nekako izražamo. Zdaj preko glasbe, preko literature, kakšne druge vrste umetnosti, čisto odvisno. Mogoče naše generacije ne berejo toliko poezije, jo mogoče več pišejo, ampak po drugi strani pa v bistvu ne vem, koliko so vaše prejšnje generacije brale knjige, take ali drugačne. Ja, verjetno, kako bi rekla, kvantitativno verjetno isto kot vaše, ne. Se pravi, bolj malo. No, pač sama izhajam iz generacije, kjer je bilo bolj stik s poezijo preko pop glasbe, kar je verjetno še podobno pri vas, ne.
ampak bolj sem se nanašala na ta predsodek, da mladi sploh več ne berejo, ne? Ampak pač kolikor, ne vem, spremljam mogoče tako čisto malo ali pa slišim od koga, od kakšne učiteljice, kolegice, da pač imajo neke nadarjene mlade ljudi, pač očitno ta predsodek je res zgolj predsodek, ne? Ja, ne zdi se mi, da bi bilo tako malo branja. Mogoče nekateri bolj v osnovni šoli, nekateri komaj v srednji šoli, z malo nadgrajenim poukom, v bistvu književnosti, slovenščine, dobijo neko navdušenje za literaturo. Je pa res, da je pomembno to, da vsak posameznik pride do točke, ko izbira tisto literaturo, ki mu ustreza, ki mu odgovarja. Ker v šolskem sistemu je veliko takih del, take literature, ki je v bistvu malo vsiljena. Ni naravno čtivo za nekoga v teh letih, v tem obdobju, kar veliki preskoki so v generacijah v stilih pisanja, kot so jih ustvarjali ti veliki klasični umetniki nekoč in danes. Ampak ko pride pri posamezniki do tiste točke, ko res najdejo literaturo, ki jim ustreza, ki jih osebno nagovori, se mi zdi, da ni tega, da bi bile knjige nekaj nevsakdanjega. Torej, kljub socialnim omrežjem, družbenim omrežjem, se ti zdi, da knjiga še vedno nekako drži svojo pozicijo? Zdaj mogoče knjiga v fizični obliki ne toliko, ker je v bistvu sočtivo dostopno tudi na spletu. Ampak se najdemo tudi taki posamezniki, no, ki še vedno rabimo knjigo v fizični obliki, da jo preberemo. Mislim, že sam tisti von, ko odpreš neko novo knjigo ali pa zelo staro knjigo, prelistaš platnica, je neko svoje doživetje, če si ljubitelj knjig. Tako da. Ja, tako da verjetno ljubezen do knjig se vedno pač v časih pojavlja in najbrž tudi bo ostalo tako, ne, upajmo. Upam. Ja. Ja. Zdaj sama si tudi od učiteljic v šoli dobila, kako bi rekla, kar eno motivacijsko in tudi konkretno pomoč pri, pač pri svojem pisanju. Zdaj, koliko se ti zdi, da lahko učitelj dejansko eno generacijo pač dvigne na en višji nivo oziroma jim res da eno tisto vsebino, ki presega zgolj njihovo pač zaposlitev oziroma delo? Glavna vloga učitelja, po mojem mnenju, tudi če se ne spozna toliko na literaturo in pisanje, je to, da v bistvu v nekem mladostniku ne zatre želje po pisanju, da ve biti kritičen na pravi način, mogoče ne vzbujati nekih lažnih up, ampak vseeno znati pohvaliti in predvsem ohranjati neko navdušenje pri mladih literatih ali pa bodočih literatih. Da gre predvsem za to vlogo, kar se tiče mogoče osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev. Razen če imaš res tako srečo, da je tvoj učitelj tudi sam že aktivno vključen v literarni svet, da se že vrti v teh literarnih krogih in mogoče ve ponuditi tudi bolj konkreten nasvet. Ampak v glavnem predvsem to, da otrok ne izgubi motivacije za pisanje. Ja, tako da učitelj je dejansko neko poslanstvo, ki tudi nekako skupaj drži eno generacijo oziroma en napredek neke, recimo, umetnosti, ne. Ja. Zdaj, Nina, za konec bi te mogoče še pa vprašala, tako čist po domače, kaj bi svetovala mladim, ki jih zanima literatura, kako naj sploh se lotijo oziroma, ne vem, imaš kak nasvet, kako, ne vem, kak recept ali kaj takega? Zagotovo je najprej najpomembnejše slediti lastnim interesom, potem pa ne biti strah, mogoče poiskati kakšnega nasveta pri nekom, ki
je že dalj časa v tem svetu literature, ostati odprti do kritike, ampak si v bistvu tudi takrat, ko mogoče pisanje ne uspeva, dovolj zaupati in ohraniti neko samozavest, da se da delati na tem, da se zgodijo tako slabše pesmi, ampak zato, da na to pridejo tiste boljše in najboljše. Ja, zdaj ta nasvet velja tudi za mojo generacijo, ne? Se pravi za ene nas pač malo starejše. Tako da, ne vem, bi mogoče še kaj sama dodala, kaj smo pozabili izpostaviti? Mislim, da je bilo vse povedano. Vse povedano, ja, za danes, ne? No, jaz upam, da se v prihodnosti še kdaj vidiva. Seveda se ti lepo zahvaljujem, da si se danes odzvala na moje povabilo. Mislim, da smo naredili en tak prijeten klepet in tudi seveda podelili poslušalcem nekaj kvalitetne poezije in nekaj proze. Želim ti pa seveda vse dobro in pač veliko uspehov in navdiha tudi na obeh tvojih poteh, se pravi tako na študijski kot tudi na pesniški in seveda upam, da se kdaj še vidiva. Najlepša hvala. Nina, hvala. Mislim, da si želela še nekaj reči? Ne. To je to, dobro. Ja. Te pa bomo zaključili. Mi pa se, dragi poslušalci in poslušalke, vidimo čez 2 tedna v novi oddaji Splet besed. Nasvidenje.